Živjo, glasbena brihta tule. Na našem zadnjem srečanju smo se pogovarjali o notnem črtovju ter o tem, kako lahko vanj zapišemo note, ki predstavljajo tone na različnih višinah. Kako pa je v notnem zapisu urejen svet trajanja tonov? Svet celink, polovink, četrtink? O tem se bomo pogovarjali danes. Če so tonske višine doma v svetu 5 notnih črt, pa je svet trajanja tonov lepo vpet v posebne časovne predalčke. Takte. Takt je nekakšen časovni vagon v svetu glasbe. Vagonček, v katerem je prostora za točno določeno število potnikov, ali drugače rečeno, dob. Prvi od teh potnikov, prva od teh dob, pa je vedno posebej poudarjena, težka. Če bi imel torej nek glasbeni vlak vagon za 4 potnike, bi lahko te potnike dobe prešteli takole. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, zdaj pa poskusi z mano, pa gremo še enkrat preštevati potnike, dobe. In 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kaj pa, če bi imel ta vlak vagon za 3 potnike? Potem bi jih lahko prešteli takole, kar gremo skupaj. In 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Najbrž si ob različnih pesmih že sam ugotovil, da ima vsaka glasba poseben utrip. Utrip, ki ga še posebej začutiš, če ob glasbi plešeš ali pa si zgolj ploskaš. In zdaj veš, kaj ta utrip je. To je takt, taktovski način, to so ti vagončki s poudarjenimi in manj poudarjenimi dobami. Takti, kot smo že prej ugotovili, imajo lahko različno število dob. Omenili smo takte s koliko dobami? Ja, takte s 4 dobami in takte s 3 dobami. In temu, kakšni takti gradijo neko pesem, pravimo tudi taktovski način. Rečemo lahko recimo, ta pesem je zložena v 4-dobnem taktovskem načinu. Ali pa, to je 3-dobni taktovski način. Recimo. Dobro, zdaj smo se seznanili z teorijo, zdaj pa gremo k nalogam, k ustvarjalnosti. Pazi, prisluhni tej povedi. Teta Marjeta je skuhala žlikrofe. Pustimo zdaj to, da so najbrž zelo dobri te žlikrofi, pa gremo kar skupaj še enkrat ponoviti to poved. Torej, in teta Marjeta je skuhala žlikrofe. Zdaj, ko smo si že vsi zapomnili to poved, bomo zraven dodali še plosk na vsak zlog, ki je bolj poudarjen. Pa kar gremo. In zdaj. Teta Marjeta je skuhala žlikrofe. In naslednja naloga, preštej, koliko zlogov se zvrsti med enim in drugim ploskom. Ta številka nam bo povedala, za kakšen taktovski način gre. Pa gremo še enkrat. 1, 2, 3. Teta Marjeta je skuhala žlikrofe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kot smo slišali, smo lahko prešteli do 3. Lahko bi rekli, da je ta poved v 3-dobnem taktovskem načinu. Poskusimo še s tem primerom. Hej, zaspanci, brž po konci. Dobro, zdaj se dogaja nekaj drugačnega. Pa poskusimo še enkrat s ploskanjem na poudarjeno dobo. In zdaj. Hej, zaspanci, brž po konci. Hej, zaspanci, brž po konci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja,
Tokrat smo prešteli do 4 in lahko bi rekli, da je ta poved v 4-dobnem taktovskem načinu ali pa v 4-četrtinskem taktovskem načinu. Tako, na delovnem listu imaš kar nekaj nalog, da utrdiš svoje znanje o taktu in taktovskih načinih. V ustvarjalnem kotičku pa se preizkusi kot poet. Zdaj, ko vemo, kaj je takt, da je to nekakšen vagonček s točno določenim številom potnikov in kaj je to taktovski način, da je to navodilo, kakšni takti se bodo znašli v naši skladbici, lahko počasi zaključimo naše letošnje potovanje. Šli smo od zvoka prek violinskega ključa, notnega črtovja, tonov različnih višin, lestvic, različnih tonskih trajanj, pa vse do taktov in taktovskih načinov. In zdaj smo prišli na cilj. Seveda nas čaka še veliko prostranih glasbenih svetov in vanje se bomo zagotovo podali. Čestitke vsem, ki ste uspešno prispeli na naš cilj. Upam, da se čez nekaj časa zopet srečamo na postaji in nadaljujemo našo pot. Adijo!